Zdaj pa napovedujem nekoga, ki je bil rezerviran za na konec, ampak glede na to, da se mu mudi še na en tak dogodek na Štajersko, ga vabim že zdaj sem pred mikrofon in sicer z nami je Anton Komat, svobodni raziskovalec in naravovarstvenik. Govoril nam bo o tem, kaj predstavlja nova normalnost in v katero smer pelje. Lep pozdrav vsem skupaj. Začel bi z kratko mislijo, ki jo je napisal veliki William Shakespeare v svoji drami Vihar. Pekel je prazen, kajti vsi hudiči so na tem svetu. To ne pomeni, da nas mora biti strah, kajti ta mali slovenski narod je doživel izjemne preizkušnje v zgodovini, kar spomnimo se od propada Rimskega imperija naprej, pa do naših preselitev, pa do reformacije in protireformacije, pa do kmečkih puntov, kajti čas je za novi punt. Ta mali slovenski narod je vedno v najtežjih časih svoje zgodovine stopil skupaj. Danes smo velikokrat slišali, da znamo stopiti skupaj in da ne dovolimo, da nas delijo, kajti se poznamo rimski rek, divide et impera. Ne bomo se delili, nikoli se ne smemo deliti. Tudi v drugi svetovni vojni smo imeli herojski upor, že prej je Prešern čudovito opisal v Krstu pri Savici, ko je rekel, nobenega rama se ukloniti noče. To je sporočilo Prešerna tudi nam danes. Kot je še en poet, ki je sredi druge svetovne vojne, konkretno leta 1944, napisal pesem, ki je popolni opis sedanjega stanja. To je bil Karl Destovnik Kajuh, pesem je nastala sredi vojne vihre leta 1944 in jo bom prebral, kajti dajmo se spomniti tudi teh težkih časov, ki se ponavljajo danes. Kajuh opisuje takratni čas takole. Hoteli na obraze so nagobčnike nam natakniti. In v kri nam hočejo strahu naliti. Po oglih so predpisi novega sveta nabiti, želeli bi ukaze nam srca razbiti. Ne bodo nas, tovariš, vse veš, za nas predpisov ni nobenih in določb in potnih dovolilnic. Sami si potne liste pišemo v teh dneh, papir iz izdajalskih je teles, platnice so iz kož vlačugarskih metres in boj nanje udaril je pečat. Kdor z nami je, za ni pregrad. To je sporočilo Kajuha, tako kot je sporočilo Franceta Prešerna v Krstu pri Savici. To so velika sporočila, ki nam jih danes ta globalistična drhav omejuje, kajti moramo govoriti, da se dogaja scena na celem globalni ravni, gre za vojno med globalisti in suverenisti, gre za to, kar izjemno dobro razlaga sistemska teorija, ne bom zdaj neko teoretična izhodišča govoril, samo na kratko, ko neka družba, ko se bliža svojemu zatonu, kar izjemno slikovito in verodostojno opisuje Oswald Spengler v svoji knjigi Zaton Zahoda, ki je šla leta 1924, ki piše v zaključni fazi zahodne civilizacije, bo potekal boj med denarjem in krvjo. S krvjo je mislil na narod, ki je vezan na svojo zemljo, na svojo domovino. In to smo mi.
denar, ki so ga njegovi akterji zakockali do konca leta 2008 z veliko finančno krizo. In ta kriza je bila sanirana s težkimi milijardami našega denarja, tudi pri nas. Ta kriza nikoli ni bila rešena, ampak se nadaljuje sedanji čas. In COVID je samo kamuflaža, s katero se rešuje njihovo lastno sranje, ki so ga naredili na planetu Zemlja. Civilizacija je v coni bifurkacije, to pomeni v coni razcepa. V teh točkah prihaja na površje množstvo nenapovedljivih in nepredvidljivih dogodkov, vse uhaja iz kontrole, kot se reče out of control, in temu smo danes priča. V tej situaciji, ki je kaotična in se dela namenoma kaotično, kajti zadaj se pripravljajo ukrepi, ki ne bi stabilizirali to isto razsulo, ki so ga oni sami naredili. Tukaj bi poudaril eno zelo pomembno stvar, torej, da je finančni sistem, ta oligarhija, ta sprega financ in informacijske tehnologije, to je dejansko največja nevarnost tega sveta, ta sprega tehnologije in kapitala, pa znanosti in kapitala. Glejte, nekaj se moramo razsvetliti v naših razmišljanjih, torej ni znanost tisto, kar nas učijo, da bi morala biti. Ni znanost tista, ki izboljšuje svet, ki nas vodi v nek napredek, v nek razvoj. Danes je znanost razcepljena vsaj v 3 smeri. Ostanek tiste nekdanje akademske znanosti je tisto, kar vidimo po nekaterih fakultetah in univerzah po svetu, ki so vse podcenjene, ki jim nenehno primanjkuje denarja. Po drugi strani imamo pa korporativno znanost, ki bivakira v laboratorijih korporacij, in ta sprega je najbolj nevarna sprega tega sveta. Žrtev te izmaličene doktrine osnovne znanosti je tudi medicina. Medicina nekoč sijajen poklic, humanitaren poklic, ki ga je krasila Hipokratova prisega, je danes padla na kolena pred farmacijo. Farmacevtski velekapital je posilil medicino, to je incest. To je incest nad nekoč krasnim poklicem, ki je dajal zaupanje ljudem, in moramo si prepoznati in tudi zdravnikom povedati, da oni sami rabijo našo pomoč, da se osamosvojijo in da postanejo v službi ljudi. Tako kot imamo danes po celi Evropi, kajti ste videli, da je Evropa najbolj na udaru s to histerijo, da imamo na oblasti aparatčike, ki so bili šolani za to, da terorizirajo narod, da izvajajo tiranijo, da delujejo kot gauleiterji v koncentracijskih taboriščih. Torej, povrnitev medicine nazaj v službo človeka in povrnitev politike, ki je javna po javni doktrini, je tudi v službi človeka. Torej, to je bistvo vsake demokracije v tem trenutku. Jaz bi to pozoril na en absurd, da vsem nam, ki karkoli dvomimo v to brezumje, to ni več enoumje, to je brezumje, to je blaznost, kajti, glejte, ko se enkrat pojavi cenzura, je konc znanosti, to ni več znanost, to je ideologija. Glejte, kakšen paradoks se dogaja. Če razumemo neko dogmo, neke verske inštitucije, kot recimo cerkev, jasno, to so cerkvene dogme, tisti, ki pristane na te dogme, je vernik vsem spoštovanjem do njegovega prepričanja. Ampak vsaka dogma je neprizivna. Danes se postavlja znanost kot dogma. Dajmo vleči alternativo ali pa prispodobo z tistem, kar je bilo včasih v času stalinizma, je bil državljan avtomatsko kriv in je mogel on dokazovati, da ni kriv. Danes smo mi vsi
avtomatsko bolniki in moramo dokazovati mi, da nismo bolniki. Sprašujem, kdo bo meni izdal potrdilo, da sem zdrav? Nihče. Danes se teh potrdil ne izdaja več, tudi niso potrebna, kajti danes je ta obrnjena filozofija, da smo vsi bolniki, ne moramo zdaj dokazati, da smo zdravi. Jaz bi še nekaj rad prebral iz te knjige, ki so jo napisala skupaj s patrom Karlom Gržanom, ki je pač malo bolehen, ne more biti med nami danes. Naj bo to dokaz, da smo resnično v biološki vojni in da resnično gre za obračun na globalni ravni, ne samo na slovenski ravni. Gre za to, da se sistem, ki crkuje, želi preživeti, kajti lejte, pri hiperinflaciji, ki bo nastala zaradi tiskanj ogromnih količin denarja, bodo vsi ti milijarderji, ki so patološko bolani osebki, ki so dobili neke mesijanske popadke, ob vse tiste svoje nakradene milijarde. To jih žre, ne zdravje ljudi. In nakratko bi prebral samo eno metodo, ki jo izvajajo nad nami, ki pa izvira iz leta 1956, ki jo je koncipiral in izpisal psiholog Albert Biderman in se imenuje Bidermanova karta psihološkega nasilja. S tem boste videli, kakšne metode se uporablja proti državljanom v celi Evropi, ne samo pri nas, nekje več, nekje manj. Gre za to, da se uporablja metode, ki so jih uporabljali tisti v zaporih, da so ujetnike, ki so imeli neke značaje, recimo agentov, vohunov, teroristov, karkoli tega, kako na njih delovati psihološko, da jim bodo uničili status, da jim bodo uničili njihovo prepričanje, da jih bodo uničili kot osebnosti. Vse te točke mi doživljamo že leto pa pol. Poglejte, kjer so. Prva je izolacija. Je lahko osebna ali skupinska. Lahko so to prepovedi zbiranja na zasebnih in javnih površinah, omejevanja gibanja in uvedba policijske ure. Smo doživeli. Drugič, monopol nad informacijami. Pozornost se fiksira na nenehno strašenje s ponavljanjem številk, milijoni testiranih, 100.000 okuženih, 10.000 obolelih, 1.000 umrlih in to se nenehno rola kot prva vest na medijih. Doživljamo. Tretjič, poniževanje in degradacija ljudi. Nenehno se širijo žalitve, ponižanja in posmehovanja, vse so krivi ljudje, ki se ilegalno družijo ob martinovanju, božiču, novem letu, po zidancah, lovskih kočah in tako naprej. Četrtič, kognitivna disonanca, ki vodi v izčrpanost, ljudje pod stalnimi psihološkimi pritiski in maltretiranje postanejo brezvoljni, depresivni. Krasen futer za manipulacijo. Petič, strahovlada z nenehnimi grožnjami. Virus je smrtno nevaren, hudo nalezljiv, okužite se lahko kjerkoli, če pa slučajno preživite akutno bolenje, so dolgoročne posledice lahko usodne. Bolnice pokajo po šivih. Jaz se sprašujem, a je tudi bolnica Franja pokala po šivih med drugo svetovno vojno. Pa takratni zdravniki niso dobili dodatka za nevarnost, ampak so tvegali glavo, če jih slučajno sovražnik ujame. To so bili še tisti pravi zdravniki. Šestič, občasno nagrajevanje pokorjenih kot pri treningu psov, normalno, ki dobijo priboljšek, če so pridni. Miloščina se lahko tudi napove, če boste pridni, za nekaj dni odpremo trgovine, da si kupite štumfe in frišne gate in še kaj takega. To so naredili lansko leto pred novim letom, ne? Ali pa pri nas znamenita izjava, naslednjih 14 dni bo ključnih. Sedmič, demonstracija vse mogočnosti. Mi imamo vse pod kontrolo.
kadarkoli lahko kršimo ustavo, zakonodajo in človekove pravice, lahko zamrznemo parlament in suspendiramo demokracijo. Jo vidimo suspendirano in doživljamo. Prisila in podrejanje. Oblastnik v obleki in kravati, ki se ne drži nobenih prepovedi, ti ukazuje, da nosiš nagobčnik, celo ko si po noči sredi gozda. On pa svojo druščino brez mask javno pred kamerami paradira naokrog in odreja policijsko uro. Lejte, jaz vas prosim, ker je čas za to, da se res povežemo med sabo, da si vzamemo čas, da pomagamo tudi tistim, ki so zapeljani, kajti veste, leto pa pol, leto pa 8 mesecev nenehnega pranja možganov je tudi pustilo težke posledice na ljudeh, da so še zdaj prestrašeni, je pa nekaj. Po drugi strani, leto in 8 mesecev laži. Če hočeš biti dober lažnivc, moraš biti predvsem inteligenten. Te, ki zdaj lažijo, so butlni. To so, kot sem rekel, to so gauleiterji, ki so za dober denar pripravljeni služiti tujemu gospodarju. Z izdajalci pa Slovenci znamo dobro delati s to zgodovino.